Dr. Alojz Štajner se je rodil leta 1957 na Ptujski cesti v občini Gornja Radgona, diplomiral je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, magistriral na Industrijskem kolidžu oboroženih sil na National Defense University v Washingtonu, ZDA. Doktoriral je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s temo transformacije oboroženih sil po koncu hladne vojne, primer Slovenske vojske. V slovenskih obrambnih silah je bil zaposlen od februarja 1979 do januarja 2014 in v času od maja 2009 do februarja 2012 opravljal tudi dolžnost načelnika generalštaba Slovenske vojske. Bil je tudi obrambni predsednik Republike Slovenije pri OVSE na Dunaju. Leta 2014 je bil izvoljen za predsednika Zveze slovenskih častnikov in to funkcijo opravlja drugi mandat. Njegovi strokovni in znanstveni prispevki so s področja obrambnih študij, pri tem pretežno o razvoju in spreminjanju oboroženih sil, vprašanjih obrambne sociologije ter vojaške zgodovine. Pomurski akademik dr. Alojz Štajner je general in edini za svoje stroke v Pomurski akademiji. Zavoljo toga smo seveda toliko bolj veseli, ko ga imamo med nami, in zavoljo toga smo toliko bolj veseli tudi, ko se vsako leto odzove na predavanje na povabilo k sodelovanju na konferenci Pomurske akademije. In tudi letos, da je njegovo predavanje več kot vredno poslušanja in ogleda. Zakaj? Zavoljo toga, ko pokazal, povedal, da nam ene stvari, ker je zdaj čutimo, ker je zdaj živimo, in s katerimi mogoče včasih nismo zadovoljni. To je Slovenija v NATO in v zavezništvu. Ki po drugi strani pa da face dobro zvedete, kakšne bi pa bili mogoče opcije, kak bi lahko mogoče noči bilo in či, ali bi to bilo boljše ali pa ne. Gvišno je z varnostjo tako zdravljen, da ga imaš, ga ne veš zadosta ceniti. Tudi s tem, ko se na nej treba bojati, ko bi našto napadno, je približno isto. Zdaj, toga straja njega in zato gvišno toj stvari menje pozornosti davljamo, menje cenimo. Glizavolo toga vas pa vabim, ko skupaj poglednemo predavanje pomurskega akademika dr. Alojza Štajnera. V letu 2019, ko Severnoatlantsko zavezništvo NATO obeležuje 70-letnico svojega obstoja v Sloveniji, poteka obeležitev 15-letnice članstva. Pri tem je treba izpostaviti še dve obletnici, in sicer 25-letnico od začetkov mednarodnega vojaškega sodelovanja Slovenske vojske in 10-letnico, odkar je bila sprejeta deklaracija o izpolnjevanju pogojev vojske za celovito integracijo v zavezništvo. Poleg tega ima slovenska vojaška pot v zavezništvo še nekaj drugih zanimivosti in posebnosti, ki jih na podlagi opravljenih raziskav predstavljamo v prispevku. Izpostavljam razmeroma kratko tranzicijsko pot od povsem rezervne in kasneje naborniške vojske v poklicno vojsko s prostovoljno rezervo, pospešen in nedokončan proces funkcionalne profesionalizacije, uspešno integracijo v NATO in zatem dokaj neodgovorno opuščanje danih zavez v obrambnih strateških dokumentih in v zavezništvu glede finančnih vlaganj in izgradnje zmogljivosti. Zato v razpravi izpostavljam še ključne pozitivne dosežke in primere odstopanja ter cilje, ki niso doseženi. Republika Slovenija je bila od leta 2000 do 2010 primer dobre prakse za majhne države glede pristopa k pridruževanju in integraciji v zavezništvu, v naslednjem desetletju pa je postala primer slabe prakse. Njena vojska ima zadnja 4 leta tudi negativno oceno bojne pripravljenosti. Pojav gospodarske krize in recesije leta 2009 se po letu 2011 odrazi v nezadostnem financiranju obrambnih izdatkov in vojaškega proračuna, kar se je zatem nadaljevalo tudi med leti 2014 do 2017, ko je na ničelni rasti ter pod 1% BDP. Tako se je Republika Slovenija po pokazateljih, zlasti po vlaganjih v investicije in razvoj, pa tudi po strukturi izdatkov, znašla na repu lestvice držav v zavezništvu.
Slovenija svojo nezadostno financiranje obrambnih potreb poskuša nadomestiti sodelovanjem v mednarodnih vojaških oziroma operacijah kriznega odzivanja in civilnih mirovnih operacijah. Slovenski prispevek v mednarodne operacije je tako eden najpomembnejših v pogledu uresničevanja zavez v NATO in EU ter državne naravnanosti k svetovnemu miru. Moja tema je črno-bela, govori o tem, da si lahko za ali si proti, vmes ne sme biti. Naslov teme je Slovenska vojaška pot v zavezništvo. Prispevek je nastal na podlagi ene raziskave, ki smo jo delali v Sloveniji ob letošnji 70-letnici in 15-letnici. Različen del članka je že objavljen, in sicer v angleškem jeziku. Za potrebe današnjega simpozija in pa eventualne objave sem pripravil članek, ki je razdeljen v 6 sklopov. V prvem delu govorim nekaj o 25 letih slovenskega mednarodnega vojaškega sodelovanja, potem kakšna je bila ta pot proti zavezništvu, torej proti NATO, kateri so bili ti vplivi. In osrednji del je tukaj označen z točko 5, torej kaj je dobro in kar je slabo, čeprav takrat, kadar to gledaš črno-bele distance, potem je lahko vse slabo, če pa gledaš za pozitivne stvari, pa si zagovornik, pa je vsa zadeva dobro. In na koncu še sklep, upam, da pridemo skozi. Tukaj zdaj teh 70 let, 30 držav je v zavezništvu, tukaj piše samo 29, 30 čaka dokončno potrditev, mislim na Severno Makedonijo, in 6 konceptov, tisto, za kar je uporabljena ta slikca tukaj, je v tem, da je izhodiščni koncept iz 47. do 49. bila tako imenovana Trumanova doktrina, Marshallov načrt in pa strategija zadrževanja. Strategija zadrževanja proti kom? Torej strategija v obliki meseca, takole praktično pol meseca zadrževanja proti takratnemu nasprotniku. 4 leta predtem so pa bili še zavezniki v boju proti nacizmu in pa fašizmu. In temeljna značilnost te strategije zadrževanja, torej v obliki pol meseca, je, da je ta mesec, tako kot se luna obrača, tudi rastel in da še zmeraj raste in še zmeraj sili proti osrčju, bi se reklo, civilizacija, torej osrčje Heartland je pa tukaj, torej tukaj nekje na tem območju. Teh 7 konceptov Slovenija se je znašla tukaj na 2, torej enkrat nismo bili v tem delu notri, mi smo prišli notri v območje od leta 90, se pravi, ko je bil konec bipolarnosti, pridemo notri leta 2004 in v tem času se znajdemo v 3 konceptih, to moram pojasniti. Leta 1991 delno nas zajema, torej po hladnovojni koncept širjenja in transformacije ter multilateralizma, potem smo pa 2 koncepta, 99 Washingtonski in 2010 Lizbonski. Za Washingtonski koncept je značilno, da bo NATO igral vlogo multilateralnega policaja, ker je to edina vojaška sila, ki bo v svetu pomagala delati red. Potem je pa koncept, ki je sprejet v Lizboni, smo rekli, ne bomo se šli več svetovnega policaja, skrbite raje za svojo nacionalno obrambo in pa seveda za kolektivno obrambo, predvsem zaradi tega, ker so države rekli, mi se to ne gremo, pa ne bomo prispevali. Potem so rekli, dobro, potem pa skrbite sami zase, in zdaj smo v tej situaciji. Tu je ta časovna linija slovenske poti. V prispevku govorim, da je treba 15 let, ker Slovenija uradno praznuje 15 let, da je treba gledati z vidika 3 mejnikov. Mi imamo 25 let mednarodnega vojaškega sodelovanja letos, plus tega pa 10 let integriranosti. 10 let, odkar je Slovenija izpolnila vse pogoje, da je lahko enakopravno sodeluje v tem zavezništvu. Kar pomeni, da so nas 10 let, od leta 1995 pa do leta 2004 pripravljali, ali pa smo se pripravljali. To je šlo sorazmerno hitro, ne pa tudi tako kot počasi. Mi smo recimo v primerjavi z Severno Makedonijo istočasno začeli akcijski načrt, pa so Severni Makedonci dobili povabilo takrat, kadar smo bili, oziroma vstopili noter takrat, kadar smo bili mi 15 let. V nadaljevanju govorim o plusih in pa o minusih, torej tisto, kjer nismo dosegli. Za
za sklep imam pa še eno minuto. V slovenskem primeru se je tako imenovana mirovna dividenda izčrpala. Mi smo na račun tega, kar smo delali pred 30 leti, smo v bivši skupni državi za obrambne zadeve na zvezni ravni dali 4,5% družbenega bruto produkta plus 1% v republikah. Torej, v bivši skupni državi smo za vojsko in obrambne strukture dajali 5,5%. Danes dajemo 1% ali celo manj kot 1%. Tega v Sloveniji nihče noče povedati, pa nihče noče razumeti. To je 5 oziroma celo 6-krat manj dajemo za vojsko, kot smo dali pred 30 leti in imamo celo vrsto ljudi, ki pravijo, če bi imeli drugačno vojsko, pa samo svojo vojsko, pa ne bi bili povezani, to pomeni, da bi bili praktično da bi bilo to dražje. In drugič, Slovenija je istočasno primer dobre prakse, 6 let smo bili primer dobre prakse, zadnjih 10 let pa smo primer slabe prakse. Slabe prakse pomeni, da tisto, kar politika v mednarodnem okolju na področju varnosti obljubi, tega nikoli ne izpolni. Princip delovanja pa je, da tisto, kar obljubiš, tudi če ne obljubiš 100%, da tisto daš. Torej, ko te vprašajo, pa rečejo, ne moreš dati 100%, rečem, dal bi 50%, rečejo, daš 50%. In te držijo za besedo za 50%. No, to sem zdaj zelo poenostavljeno povedal, naj zaključim. Torej, čemu služi to mehčanje in slabljenje te trdnosti? Da nisi več kredibilen, da več ne daš, ne znam povedati. Upam, da ne temu danes bo nekdo z lahkoto, tako kot se to dogaja pri podjetjih, podjetje, ki je bilo dobro, ga dajo, bi se reklo, na kant, oziroma da pade, potem ga pa nekdo z lahkoto kupi ali ga vzame. S tem bo zaključil svoj nastop. Hvala lepa. Slovenija leta 1997 ni dobila povabila za članstvo v NATO, ker država in njena vojska nista bili dovolj pripravljeni. Zatem so jo povabili na NATO vrh v Prago novembra 2002, vstop v zavezništvo leta 2004 pa je sovpadal z vstopom v EU. Od leta 1997 je Republika Slovenija s Slovensko vojsko sodelovala v 28 operacijah in na misijah na 3 celinah, vanje pa je do konca leta 2019 bilo skupaj napotenih preko 13.500 oseb. Država je za to sodelovanje po letu 2004 porabila povprečno 6% obrambnega proračuna letno. V bivši skupni državi se je v 80 letih prejšnjega stoletja za zavezne obrambne strukture prispevalo okoli 4,5% BDP ter še do 1% za strukture teritorialne obrambe v vsaki federativni republiki, vendar tudi takrat Slovenija ni bila obrambno samozadostna. V primerjavi z vlaganji v vojaški proračun v 10 letih, odkar smo integrirani v zavezništvo, je to 5-krat manj.